Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prijazno in lepo pozdravljeni ob spremljanju današnje oddaje Župan z vami. Tokrat gostimo župana občine Dobrna, to je gospod Martin Brecelj. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu. Lepo pozdravljeni tudi iz Dobrne. Gospod župan, bom zastavila kar vprašanje, kakšna je bila pot z Dobrne do Velenja? Te poti sem pa navajen. Sem 16 let delal v komunalu in Velenje in se vsak dan vozil. Malo zahecno. Letos je kar malo sem mogel čakati, čeprav ni veliko semaforjev, pa zdaj so aktivnosti na kolesarki izgleda, tako da izmenično spuščajo promet. To pa tudi kolesarka, ko pride na Dobrno, česar smo seveda veseli in gre pa naprej v Celje. Ravno to sem želela slišati zdaj iz vaših ust. Kako ocenjujete tudi ta projekt? Glede na čas, v katerem živimo, pa način življenja, ki ga imamo, je kolesarjenje, šport nekako že postaja način življenja, pa mogoče tudi nujen življenjski slog zaradi zdravja. In s temi kolesarkami, če rečemo, da zamujamo, je malce, ampak je dobro, da jih delamo, da mi smo veseli, da imamo to zgodbo povezano s Celjem, Velenjem prek Vojnika. S tem se navezujemo tudi na to regionalno iz severnega dela proti jugu. Nekako pa ta naš konc zaradi nekaterih zadev, kjer ni mogoče dobiti soglasij v sosednjih občinah, stoji, ampak smo na direkciji uskladili, da ta del od Velenja do Lemberga, kjer pa so dani pogoji za izgradnjo, da bo šel v realizacijo, upamo, da v jeseni. O kolesarskih poteh malo kasneje, še več podrobnosti. Zdaj korona čas, kaj naredil tudi pri vas? Po bitki je vedno fajn biti generalne. V začetku smo bili nekako vsi malo prestrašeni, malo smo se lovili, malo je bilo zmede, ampak v tem našem okolju bi človek rekel, da ni bilo verjetno tako hudo, kot je bilo v mestnih središčih, ko so bile tiste zapore. Se pa to poznalo se je na turizmu, ker je Dobrna bila prazna, česar nismo navajeni. So pa turisti ta čas kar precej dobro izkoristili za nove investicije in ves ta čas se tudi v Termah Dobrna obnavljajo objekti. Dobili smo 2 manjša hotela, trenutno dela se še 3, pa še neke druge izboljšave delamo v parku, tako da bo malce več ponudbe, zdaj ko je stvar odprta. Sicer smo pa na Dobrni tudi imeli v tistem času rdečo cono v telovadnici Dobrna za varovance iz CUDV-ja. Z njimi je bilo težje vzdrževati tista pravila obnašanja in je tudi ta korona malo bolj prišla do izraza. Drugače pa je korona kar neki resnih zadev pustila v kraju, nekaj kolegov je odšlo, nekaj je drugačnih zaradi bolezni, tako da človek ne ve, kaj bi rekel, ampak vendarle to ni čisto navadna bolezen, verjetno. So pa ljudje upoštevali ukrepe? Naši ljudje so bili pridni, pa so se držali tega, no, mislim, da v večini. Sicer je pa to okolje, ker dopušča, da tudi takrat, ko je bila zapora, da so lahko šli v gozd na sprehod ali pa po teh samotnih poteh, tako da tako hudo tega nismo čutili. Seveda se je bilo pa treba držati teh pravil, ki so bila nekako splošna v državi. Zaradi tega so pa seveda tudi te prireditve odpadle, društva niso delovala tako ali pa bolj na pol. Ampak smo preživeli, mogoče smo se celo ojačali, kar je v redu. In se marsikaj iz te situacije vsi skupaj tudi naučili. Kaj konkretno vi, gospod župan? Da je vedno dobro malo premisliti pa prespati stvar
nikoli leteti na prvo žogo, predvsem pa nekako svojo glavo, pa po neki zdravi pameti stvari urejati. Pa malo umiriti tempo našega življenja, se vam zdi? To pa je nujno, bi bilo verjetno povsod pri vseh. Dobro je, da se človek tega večkrat mogoče spomni, čeprav ne vem, če lahko čisto izstopiš iz tega. Ker to naši sindikati čisto premalo delajo. Imamo 8-urni delovnik, pa jaz vem, da je v tej državi zelo malo ljudi, ko delajo samo 8 ur. Tako da ja, več delamo, kot nam bi bilo treba, ja. Ima pa Dobrna to prednost, da ima krasno, čudovito naravo, veliko zelenja in res dober, recimo, namig za vaše ljudi, pa tudi obiskovalce, ki lahko najdejo notranji mir in zadovoljstvo. Dobrna ima še več kot 600-letno tradicijo turizma. Ta turizem nekaj daje prostoru, čeprav je bolj zahteven kot sicer. V občini pobiramo turistično takso in cirka tretjino od tistih sredstev, ki jih dobimo za turistično takso, še dodamo zraven, ker vlagamo v razvoj turizma. To so poti, razne table, sprehajalne poti, vse to, kar urejamo z tega naslova, Zdraviliški park. Veliko je teh aktivnosti, ki jih občina pelje, ki se skozi čas tudi zaradi turizma pojavijo v tem prostoru. Namenjene so, govorimo, da turistom, ki prihajajo v naš kraj, pa vendarle to vse skupaj ustvarja eno lepo bivalno življenjsko okolje, tudi predvsem za domačine, tako da ni problem na Dobrni, oziroma bolj problem je kupiti stanovanje, kot pa da bi bilo pomanjkanje tega. Je to lepo okolje, v katerem ljudje radi živijo. Pa domači tega verjetno tudi ne opazimo, je pa zanimivo, zadnje čase kar nekaj impulzov, oziroma ko srečamo ljudi, pa tudi nekaj pismenih pohval smo dobivali, kak je lepa Dobrna. Župan občine Dobrna Martin Brecelj, tekom današnje oddaje Župan z vami bova spregovorila o tem, kaj ste aktualnega naredili od minulega občinskega praznika do letošnjega in če se zdaj dotakneva kratkega pregleda projektov v izvajanju v prvi polovici letošnjega leta 2022. Začenjava s parkiriščem ob regionalni cesti pri osnovni šoli Dobrna. To je v bistvu en projekt, ki je bil v prostor umeščen z sprejemom lokacijskega načrta športni kompleks. Nahaja se pred vhodom v Dobrno v sklopu krožišča, kjer se ta Dobrna nekako razdeli na urbani del proti severu, pa ta kmetijski oziroma zeleni, ki bo v Dobrni ostal, tako Dobrčani saj želijo, da je to polje ostane zeleno. In krožišče smo pretekla leta naredili, v sklopu tega športnega kompleksa pa je predviden tudi parkirni prostor za namen, tam je tudi kulturni dom, tam je tudi ta športna dvorana v prihodnosti, pa govorimo, da bo tam športni center. Gre za parkirišče, ki ima 95 prostorov za osebna vozila, 5 za avtobusa, pa mislim, da tudi 5 za invalide. V lanskem letu, ko so se v Sloveniji sproščali ti boni za turizem, je v Dobrno kljub koroni prišlo precej turistov in preprosto se je Dobrna prometno čist zabila, če temu tako rečemo, in saj smo že prej o tem razmišljali, ampak smo potem te projekte, da v ta mirujoči promet uredimo, malo pospešili in tako je tudi to so nastali tudi ti parkirni prostori. Ki so še kako potrebni in pomembni, ne? To se zdaj vidi, ko imamo kak dogodek, pa kakšne prireditve, ker polni so, tako da rečem čas, ne vem, kje so preparkirali. Ureditev dovoznih poti in zelenih površin za občasno parkiranje nad pokopališčem Dobrna.
To je v bistvu en naslov, kjer govorimo o podobni stvari. Na območju pokopališča se ve, kdaj so tam prometni viški. Ob vseh svetih, pa tudi v sobotah, nedeljah. Naše parkirišče oziroma naše pokopališče ni imelo nobenega parkirnega prostora, tako da smo pred leti skozi smo iskali možnosti, potem smo nekaj časa iskali zemljišča, ki smo ga tudi, mislim, da pred 2 leti odkupili, pripravili projekt in zdaj tudi gor naredili 60 parkirnih mest za osebna vozila. Naslov je pa to zaradi tega, ker ne bomo parkirišča asfaltirali, ampak bojo ostala v površine, kot je narava. Prenova javne razsvetljave? V sklopu takih projektov, ko se nekje lotimo ene stvari, se tudi ta celostna podoba tistega ožjega dela precej spremeni in tam od Triglava do pokopališča, do Vešce, pa naprej do Mrliške Vežice je še stara javna razsvetljava. Tudi ta razsvetljava bo obnovljena v sklopu tega projekta ureditve parkirnih prostorov pri Mrliški Vežici. Istočasno se bo pa obnovila tudi cesta, ki je povezovalna cesta od Mrliške Vežice do Župnišča, ki je tudi bila v takem nelepem stanju. Tako da bo tisti konc imel eno tako lepo podobo. Ceste so večni problema, ne? V vsaki občini. Te so večni problem večjih razlogov, ker včasih so jih pripravljali tako, da so ljudje sami pripravili pripravo, pol pa asfalt gor, ampak to je bilo tako začasno. Bi človek rekel, danes so pa vse te ceste precej cvetoče. To imamo problem, ne samo v naši občini, tudi, kolikor se pogovarjam z župani v drugih občinah. Je pa tudi druga zadeva, da strani države nikoli ni bilo nekih razpisov za obnovo lokalnih cestne infrastrukture. In potem to rešujemo nekako iz lastnih sredstev, ki pa jih je vedno premalo, še posebej, če hočemo kakšne večje projekte delati, ko jih moramo šparati za lastne deleže. Bova gospodu županu ostala kar pri cestah. Rekonstrukcija lokalne ceste Dobrna, Janškovo selo, Vinska gora, to je na odseku od CODV Dobrna, tudi sanacija plazu. To je ena cesta, ki smo jo letos dali malce več pozornosti, ravno zaradi tega, ker je po tej cesti predvidena tudi ta kolesarska povezava Velenje, Dobrna, Celje, Vojnik. V lanskem letu, letos smo to delali, mislim pa, da smo plaz začeli že v lanskem letu. Na tej cesti je bilo potrebno sanirati kar en velik, dolg plaz, mislim, da 150 metrov podporne konstrukcije, kamnite zložbe, pa to cesto smo na območju Centra za usposabljanje, delo in varstvo člani bojo vedeli do tistega plazu, ki je bil pred leti tudi saniran nad tem zavodom, v celoti razširili na 4 metre plus mulda, tako da bo služil za potrebe prometa, pa tudi za kolesarko, ki bo tot potekala. Še ena rekonstrukcija in obnova regionalne ceste na odseku bencinska črpalka, pa en posebni klanec. Kako ga imenujete? Bencinska črpalka. Zlateški klanec. Zlateški klanec. Ja. Aha, to pa je v bistvu, tu smo malce bili uspešni pri pogovorih z direkcijo, da je ta del regionalne ceste tudi asfaltirala, ki je bil v zelo slabem stanju. Tako da smo tudi tega veseli, pa seveda hvaležni, da so nas poslušali. Je ogromno teh dogodkov, obnove cest. Je treba kar malo pomisliti, kaj vse se obnavlja v občini. Ja, v občini zanimivo je, v občini Dobrna, verjetno je podobno v takih občinah. Nas je par ljudi, ki se ukvarjamo s vsemi temi projekti. Pa
so projekti v različnih fazah, ali so v nekaj idejni zgodbi, ko se postavljajo, ko se iščejo rešitve, ko se postavljajo teren, ko se umeščajo, ali pa so v fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj, ali pa potem v fazi izvedbe. Ko mi to vse skupaj potegnemo, je tega prek 100 in potem včasih človek tudi kaj moraš misliti zbrati, ko se veš kako. Ampak župan, je pa treba našim gledalkam in gledalcem tudi povedati, da vas je malo zaposlenih na občini Dobrna. Glede na to, kaj vse se počenja, je to res premalo. Župan je pa, mislim, da so na občini še 4 sodelavke, če sem prav rekel. Same ženske? Same ženske so bolj pridne kot moški. Pa imamo še tudi Zavod za turizem, šport in kulturo, ki v bistvu nekako suportira naša društva, pa kulturne, pa te društvene dejavnosti. Je skrbnik naših objektov družbenega standarda, knjižnice, kulturnega doma, potem prijavlja se na razpise Ministrstva za gospodarstvo, za digitalizacijo, turistične ponudbe Dobrne, pa za digitalizacijo kulturne dediščine. Vse to so stvari, ki se nekako tudi peljejo. Potem imamo še pa sodelavko, ki dela na skupni občinski upravi. Tam imamo pa finance. To pomeni, da morate biti konec koncev vsi seznanjeni z delovanjem pa aktualnimi zadevami v občini Dobrna. No, vsak torek imamo kolegi, ki pač v bistvu v teh stvarih pač debatiramo. Tudi zjutraj ob kavi se tiste pol urce posvetimo tem vsebinam, tako da je dan potem bolj, da bolj vemo, da se damo bolj na isti imenovalec pri teh zadevah. Vemo, kakšna je letošnja pomlad, kaj nas čaka tudi poleti. Govorim predvsem in mislim na vremenske razmere, neurja, točo. Zdaj odprava posledic škode po naravnih nesrečah, tukaj lokalna cesta Dobrna, Hudičev graben, pa še bi lahko naštevala. Kaj vse se obnavlja po teh naravnih nesrečah, pa kaj pravzaprav povzročajo vremenske težave tudi pri vas? Deloma so v veliki meri so seveda vremenske težave pa ta neurja, ki zdaj prihajajo. Deloma je tudi geologija našega terena takšna, da ni na določenih mestih najbolj stabilna. Deloma pa je tudi to, da je človek s to javno infrastrukturo posegel v območja, kjer so pač je bilo potrebno ceste narediti. Zdaj pa včasih so jih pač naredili tako, kot so jih naredili. Potem še mogoče asfaltirali, manj so se ukvarjali z odvodnjavanjem pa s tem reševanjem teh problemov. Tako da te ceste imamo in v občini Dobrna se v vseh teh letih smo evidentirali pa sanirali že tudi, mislim, da okrog 30 plazov, kjer smo reševali komunalno infrastrukturo, ceste, pa tudi kako hišo, ki je bila z tega naslova ogrožena. V vsakem takrat, ko pač je na državnem nivoju dosežen ta kriterij, mi pač je seveda tudi pri nas nastala škoda, naredimo popise škode, prijavimo in moram reči, da smo tukaj kar uspešni pri reševanju teh posledic neurij in tudi kako stvar uredimo z tega naslova, predvsem, kar se tiče tistih vzpostavljen prvotno stanje, neke stabilnosti pa tega. V lanskem letu smo, pa tudi letos smo to zaključujemo, smo naredili prek 450 metrov raznih podpornih konstrukcij, pa sanacij plazov in v sklopu tega tudi 4 kilometre cest asfaltirali. Ne vse iz tega naslova, ampak nekaj tudi iz lastnega deleža, ker če na enem odseku rešuješ plaz, potem pa imaš vmes nekaj, pač to moramo narediti iz lastnih sredstev. Potem smo cirka 3 kilometre cest razširili, spostavili, v bistvu jih pripravili za asfaltiranje, pa uredili odvodnjavanje v makadamski izvedbi, tako da ja, na cestni infrastrukturi smo kar veliko vlagali. Je pa res, da ima Dobrna 80 km lokalnega cestnega omrežja, od tega mislim, da 30 še makadamskih, ki niso asfaltirane, to je večinoma severni del občine. Ta naša občina je
pač južno pobočje Paškega Kozjaka in imamo 4, celo 5 cest na Paški Kozjak, tako da bo je verjetno še nekaj ob tem financirano, verjetno še nekaj časa. Ampak tudi makadamske se trudimo vzdrževati v nekem stanju prevoznosti, tako da se da tudi tako živeti. Gospod župan, omenili ste občina Dobrna, turistična občina, tukaj so zelo pomembne tudi sprehajalne poti. Uredili ste eno takšno z Brvjo? Vse skozi delamo neke poti, take drugačne. Ena izmed teh, ki jo bomo tudi letos zaključili, je od Dobrne do Gutenika. Deloma eno fazo smo že naredili od Dobrne do Križa, kot rečemo, od tam naprej pa še ostaja en del do transformatorja, kjer je tudi ta most, na katerega moramo dati eno brv čez in narediti tako lepo sprehajalno pot. To bo tudi potem istočasno ena varna pot za otroke v šolo, tako da bojo lahko skrbeli za svojo kondicijo. Danes jih na tem odseku vozimo. Prenova strehe na objektu Gasilski dom Dobrna, brez gasilcev ne gre? Brez gasilcev ne gre, še posebej, Bog ne daj, da kje gori, ne. Tako da smo veseli, da imamo to naše društvo gasilsko, ki v tem prostoru so cenjeno društvo, pa tudi potrebno. Tako je občinski svet tudi letos sprejel sklep, da občina Dobrna nas financira v celoti zamenjavo kritin na pa vsa ta dela, ki so potrebna na gasilskem domu. Mislim, da je skupna vrednost investicije 28 000 evrov bila. Pa še izgradnja vodovoda na relaciji rezervoar Kavarna, Župnišče, Poslovina, Vežica. Nekaj ste o tem že prej povedali. V občini Dobrna se z vodooskrbo ukvarjamo kar skozi, bi lahko rekel, ne. Od tistih osnovnih, ko smo pregledali stanje, ko smo naredili idejne rešitve dolgoročne oskrbe, smo večino tega tudi skozi razpise že podelali, seveda pa nam ostajajo še določeni segmenti ali pa določena okolja, kjer jih je treba urediti. Tukaj govorimo o enem vodovodu, ki bo potekal od rezervarja Volavc prek lokacijskega načrta gospoda Pirha, oziroma tistega kompleksa Pirh. Sedaj se gradi in bo priklopljena na njega tudi Mrliška Vežica. V nadaljevanju pa je namen tega vodovoda, da se poveže z lokacijskim načrtom v LN Novigrad, kjer je predviden kompleks nove povezave doma za starejše, varovanih stanovanj pa nekaj stanovanjskih hiš. Tudi za Center za usposabljanje, delo in varstvo bo zdaj gradil zgoraj eno bivalno enoto in ko bo ta povezava vzpostavljena na tem območju, ne bo potrebno več delati hidroforskih rešitev za vzpostavljanje tlaka, tako kot se morajo sedaj. Če vas takole pozorno poslušam, pa morda naši gledalci in gledalke tudi zaznajo, sliši se tako enostavno pri izvrševanju teh projektov, ki jih imate, ampak v ozadju izdelava projektnih dokumentacij, pa pridobivanje notarsko overjenih služnostnih pogodb lastnikov zemljišč, pridobivanje gradbenih dovoljenj, ogromno je tega papirja, bova rekla kar po domače. Ja, to je v bistvu en velik del našega dela v občini. Tisto, kar ljudje na terenu vidijo, je zelo malo. Ko imamo vse gotovo, naredimo javno naročilo, pa izvajalci naredijo. Pa noben projekt se ne gradi cirka 5 ali pa še več let. Priprava projektne dokumentacije pa umeščanje teh predvsem linijskih objektov v prostor je včasih zelo, zelo zahtevna zadeva. Na Dobrni imamo malce sreče, ne vem, kako naj rečem, da ti naši občani pa ljudje nekako razumejo, ko pridemo k njim, da
da praviloma vedno najdemo rešitev da dobimo soglasja za izvedbo, za gradnjo na njihovih zemljiščih. Se pa lahko tukaj včasih zelo zakomplicira. Od ideje, oziroma potreba tako ali tako nastane na terenu med ljudmi, potem pač je treba to projektno idejno obdelati in umestiti v prostor in včasih je tudi 5-10 let traja, da nek projekt večji, da se spravi. Tako recimo smo Paški Kozjak, Brce, Brezen, ta projekt smo spravili na 5 let do gradbenega dovoljenja. Različne zadeve se zgodijo na terenu, včasih nismo mi krivi, da kje ne moramo najti rešitev, ampak se na koncu jih vedno najdemo. Je pa treba biti tukaj vedno zelo korekten, pošten do ljudi, da se jim stvari jasno predstavijo. Tako da pri teh stvareh smo kar, bom rekel, dosti uspešni. Potem je seveda vsem je potreba narediti pogodbe o služnosti, notarjev, palatin. Tisto tehnična obdelava projekta je v bistvu pri teh zadevah najmanj. In potem v občini veliko takih projektov peljemo na tak in drugačen način. Če nekje ne gre, pač malce počakamo, gremo drugam. Ta čas se pa tudi tam nekak stvari pozorijo, bomo rekli, in da večinoma potem spravimo tako skozi. Je pa edina možnost nekega razvoja občin pa teh lokalnih okolij na ta način, da imaš dolgoročno popravljenih več projektov. In potem mi pač čakamo, ko je takšen razpis, pa imamo gradbena dovoljenja in pridemo z našimi projekti in smo uspešni. To je na primer bil en primer, ko smo na bencinskih črpalkah takrat, če se spomnite, vlagali tiste projekte za kanalizacijo. Celo noč smo tam stali, ampak smo dobili milijon pa še nekaj. Zdaj smo iz naslova, ko je bil razpis za vodovode manjše od 10,000 populacijskih enot, tudi prijavili 5 projektov za sofinanciranje iz programa okrevanja in razvoja po koroni. Preprosto je bilo treba imeti 5 gradbenih projektov, 5 gradbenih dovoljenj za 5 objektov in to smo pač kar nekaj časa nazaj delali in pripravljali. In v tem smislu tudi vse skupaj naprej delamo. Če se, gospod župan, zdaj dotakneva področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, družbenih objektov, prometne infrastrukture, ogromno se dogaja na tem področju, ne? Se ljudje zavedajo, kaj to pomeni imeti zdravo pitno vodo, vse te stvari urejene v občini? Ko smo pred leti, jaz sem čas bil projektant na komunali, no, in mogoče je tukaj malo prednosti, da te stvari tudi tako sistemsko rešujemo. Mi smo, kar se vodooskrbe tiče, takrat na začetku posneli obstoječe stanje, naredili neke idejne rešitve dolgoročne oskrbe in zdaj potem po teh rešitvah poiskali vodne vire, delali vrtine, tako da smo zagotovili potrebne količine vodnih kapacitet za potrebe Dobrne in danes ta omrežja delamo. Večino tega smo naredili. Del neka naselja, to, kar smo pa sem prej govoril, da smo prijavljali zdaj na ta program okrevanja in razvoj, pa še za narediti. Tukaj so naselje Vinska Gorica, čistilna naprava za vodooskrbni sistem Lanšprek, v Parožu sta dva manjša vodovoda, pa vodovod Spodnje Brce, drugo nekako funkcionira, drugo imamo urejeno v Dobrni. Razen Paškega Kozjaka, kjer pa tudi imamo projekt, vendar čakamo, da bo nek razpis. Bi ga bili tudi na tem prijavili, pa smo že bili z temi, ker je bil limit, zgornji limit 2 milijona, pa smo že presegli to kvoto, tako da bomo mogli neko drugo priložnost za to najti. Pri kanalizaciji smo podobno naredili, celo občino smo nekako prečekirali, umestili v prostor tiste kanalizacijske vode, jih
določene faze po naseljih in veliko tega že imamo narejenega. Tukaj tudi čakamo na neke možnosti razpisa, kjer bojo pogoji takšni, da bo naše omrežje lahko noter prišlo. Govorimo o sistemih manjših od 2000 populacijskih enot. Je pa tukaj treba povedati, da v Dobrni vse, kar gravitira na naše vodotoke, na Topličico in na Dobrnico, je priključeno na čistilno napravo. Tako da naše vode so čiste, se lahko prijete kopati. Dobesedno, res. Je treba še kaj postoriti na tem področju? Projekte imamo, gradbena dovoljenja imamo za območje Lokovine, ki gravitira proti Žalcu in Loke, pa območje del Zavrha in del Verbe, ki gravitira proti Socki. To bomo čakali na nek razpis in ko bomo tudi ta projekt, tudi ta del prijavili. Ker so to neke posamezne faze in ker smo del projekta, ki so sestavni del celote in potem gradbeno dovoljenje ne propade. V kakšnem času recimo? To ni odvisno od mene. Takoj, ko bo razpis, se bomo prijavili. Vedno potem. Je pa tukaj problem. Država še v bistvu nima, država še v bistvu ima veliko območij, ki so veliko bolj intenzivno onesnažujejo okolje kot ti naši zaselki izven, ne? In so tam prioritete, kar je logično in razumljivo. Mi smo območje Klanca, Zavrha, del Verbe, to, kar je izven aglomeracij, uspeli narediti takrat še, ko aglomeracije niso bile pogoji, danes pa so. Povejte, gospod župan, čisto iskreno, ljudje sodelujejo, recimo, ko potrebujete kakšno zemljo, služnostno pot, kako je s tem? Zelo redko se zgodi, da ne sodelujejo, no, ali pa skoraj nikoli. Je to razlika manjša občina ali pa biti v večji občini? Verjetno. Ljudje tukaj bolj čutijo, da je to en del za njih, malce jim to tudi nekako si domišljam, da jim znamo tudi predstaviti. Mi vsak projekt, ko ga imamo, ko ga umeščamo v prostor, ko imamo neko idejo, povabimo vse lastnike zemljišč, pa jim ta projekt predstavimo, pridejo pogledati in povemo, zakaj se gre. S tem nekako večino rešimo, ne. Tisti, ki pa jih to ne zanima, toliko se pa potem individualno z njimi ukvarjamo, ampak gre. V redu občane imamo. Se pravi, z dobro voljo se vse da urediti. Ja, omenili ste že to kolesarsko pot od Velenja proti Dobrni. Kako je z regijsko kolesarsko povezavo Celje-Vojnik-Dobrna? Tukaj ta kolesarska povezava je bila predvidena, da se ne bo financirala iz naslova evropskih kohezijskih sredstev, ampak iz državnega proračuna. Tako smo se takrat tudi dogovorili na svetu regije, ko smo neke kvote križam dajali in je bilo nekako naročeno, da občine pridobimo pravico graditi na teh območjih, direkcija pa bo to naredila. Zdaj v občini Dobrna smo to uspeli narediti, Velenje malo prehiteva, ker je iz drugega vira financiran. Ta del Celje-Vojnik, pa mislim, da so na njih parih straneh kar težave z pridobivanjem teh soglasij. Pa kakor vem, iščejo intenzivno rešitve, ampak je tukaj res težava, ko eden ali pa dva lahko tak projekt ustavita. Pa saj ne gre niti za to, gre tudi za to, da težko je priti tudi nekako na vrsto za financiranje takih projektov, še posebej, če so iz proračuna financirana in to v celoti. In je, ne vem, kako bi človek rekel, preprosto škoda, da ne moramo to nekako ponotranjiti in najti rešitve. Tako da je hudo, ja, tukaj v tem delu. V občini Dobrna, pa tudi v občini Vojnik do Lemberga smo ta del v celoti podelali že lansko leto, tako da čakamo gradnjo.
Zdaj nekako trudite se zadržati čim več mladih v občini Dobrna, tudi po končanem študiju, da se vrnejo nazaj domov. Na drugi strani pa seveda varstvo starejših, pa varovana stanovanja, stanovanjska gradnja na območju Novi Grad. Kako je z blokovskim naseljem na eni strani, s hišami? Trenutno v občini Dobrna sprejemamo občinski prostorski načrt. To je že tretji OPN, ki ga sprejemamo. Občina ima na nek način dovolj stavbnih zemljišč, pa se v zadnjih 10 letih bilo toliko intenzivno strani občanov posredovanih želja oziroma potreb po stavbnih zemljiščih, predvsem mladi, tako da smo dobili cirka 140 pobud za gradnjo individualnih hiš, ker seveda mi podpiramo, ker imamo vso infrastrukturo tudi na območjih izven Dobrne zgrajeno in bi bilo škoda, da ljudje odhajajo z Dobrne, tako da smo z veseljem ta prostorski OPN šli delati. Tukaj bo tudi občina en del svojih potreb renovirala oziroma spravila v prostorski plan. Drugo pa je, ko govorimo o občinskih podrobnejših prostorskih načrtih ali pa lokacijskih načrtih, naše zakonodaje samo imena spreminjajo za to, da se samo motimo. Imamo za lokacijski načrt ali pa za izdaljni načrt tri imena pa 3 zakone. No in tudi tiste glede na potrebe, pa glede na interes pa kraja pač spreminjamo in tako tudi lokacijski načrt Novi Grad trenutno spreminjamo in imamo že idejne rešitve za dom starejših, umeščamo v prostor tudi za varovana stanovanja in mislim, da je 10 hiš tam na koncu predvidenih in v tem smislu se tudi ta lokacijski načrt Novi Grad dela. Ureditev športne dvorane s prizidkom šole in dvorane kulturnega doma? Vse to smo pred 11 leti v Dobrni nekako delali. Vrtec, šolo smo dogradili za 500 kvadratov, pa celotno renovirali. Kulturni dom smo zgradili sicer v navezavi z obstoječo dvorano. Že takrat smo vedeli, da to ni dokončna rešitev. Ta del kulturnega doma je v redu. Športna dvorana, dvorana pa je od leta 75 iz prejšnjega stoletja. In je to verjetno ena investicija, ki bo v občini Dobrna kar mogla neko prioriteto dobiti. Trenutno pripravljamo idejne rešitve zopet za prizidek šoli za 9 oddelkov. Tako so nam vsaj v šoli povedali, da bi rabili. Potem za vrtec 6 oddelkov. Ko smo mi začeli vrtec Dobrni delati, smo imeli 3 oddelke. Potem smo na ministrstvu rekli, da lahko imamo 4. Mi smo jih naredili 5. Potem so zakonodajo spremenili za drugi otrok zastonj. Takrat še niso vsi otroci hodili v vrtec. Danes hodijo vsi, pa 32 jih imamo iz drugih okolij in imamo 7 ali 8 oddelkov, tako da imamo, hočem povedati, kako se stvari spreminjamo in zaradi tega tudi potem delamo neko idejno rešitev vrtca, pa teh športnih igrišč, pa športne dvorane in vse skupaj bomo umestili v ta prostor za izdaljni načrt center Dobrne in ga tudi sprejeli in bojo to seveda neke osnove za nekak dolgoročne rešitve, ki pa verjamem, da bojo dolgoročne. Če smo prejšnjimi, smo bolj kot ne gasili, pa se malo držali tistih omejitev po demografije, pa vidimo, da se v 10 letih stvar kar precej spremeni. Tako da malo bolj, bom rekel, naprej gledamo s temi vsebinami. Se pravi, gre za energetsko obnovo tako šole, osnovne šole, kot tudi vrtca? Komplet zadevo želimo, komplet objekte tega družbenega standarda želimo tudi energetsko urediti v smislu prehoda iz plina na sekance. Ta projekt tudi nekako že poteka, zato tudi projektiramo druge stvari, da dobimo potrebne kubature in potrebne kilovate, ki jih moramo zagotoviti. Pač v tej fazi smo tudi
Zdaj, to število otrok v vrtcu, kar ste omenili, to pomeni, da so mlade družine na Dobrni, da prihajajo tudi nazaj, da si prav v vaši občini ustvarijo dom. Ja, tega je... Vedno več. Saj se je kar povečala demografija v tem času precej. Pa vrtec imamo baje lep, pa zelo naravo speljan otroci, takoj ko ven stopijo, grejo v naravo. In imamo tudi drugih občin za 2 oddelka otrok. Vse smo veseli, da je temu tako, ker ti otroci potem tudi šolo nadaljujejo v Dobrni. Kako je z gospodarstvom? Kje imajo ljudje zaposlitev? Kam hodijo v službo? Imamo gospodarstvo, imamo v Termah, imamo center za usposabljanje, delo in varstvo, zaposluje 140 ljudi. Sicer niso vsi dobri, ampak se niti bistveno. Nekaj imamo lesarstva, kmetijstvo, nekih drugih velikih... Turistične kmetije se malo razvijajo zadnje čase. Drugače pa imamo Celje, pa Velenje blizu, tako da veliko naših je v Rudniku, v Gorenju, jih je bilo včasih v Celj pa tudi. Ampak turistične kmetije na Dobrni je tako zanimivo. V zadnjem času se precej odpirajo ponudniki apartmajev zasebnih, kar nas tudi zelo veseli, pa tudi mi povedo, da je povpraševanje, to pa tudi po turistični taksi vidimo. Nekako pa nismo uspeli razviti teh turističnih kmetij malo bolj, da bi bile malo bolj v močni kondiciji. Mogoče tudi zaradi turistične ponudbe oziroma turistov, ki so bili dolgoročno v naših Termah, predvsem starejša populacija iz Nemčije je bila, se pa zadnje čase to spreminja, tako da jaz verjamem, da bo to nam tudi na dolgi rok uspelo, da bomo imeli malce več te ponudbe podeželja, bomo rekel. Če zdaj, gospod župan, omeniva še ostale vsebine, nov drevored ob Dobrnici? Dobrnica je bila v zadnjih 10 letih, se nekako nismo ukvarjali z njo, tudi MOP se ni ukvarjal in letos smo uspeli, da se je ta potok uredil, tudi deloma struga uredila in nastala je ena taka lepa povezava med Dobrno in Pristavo. Ob tem potoku je tudi sprehajalna pot danes aktivna, predvidena je pa tudi ta kolesarka, o kateri sva prej govorila in pride. In potem so se naši svetniki odločili, da tam naredimo še en drevored dobili smo arboristko, ki je pripravila nekak nabor dreves, ki bi jih naj posadili, pa tudi neko zasnovo, skupaj z vodarji smo to uskladili. Povabili smo društva pa naše ljudi in tistih 80 dreves toliko nas je bilo, da smo to kar v eni uri vse posadili. Prav lepo. Pa tak dober feeling je bil pa druženje. Občutek, ne? To, kar ljudje pogrešamo zadnje čase. Nekako so vzeli to za svoje, pa še družili smo se, prav fajn je bilo. Uredili ste tudi Prostofer, brezplačne prevoze za starejše, invalidne in druge pomoči potrebne občane. To pa je tudi ena res lepa gesta v letošnjem letu. Prostofer je bistvena oblika pomoči starejšim, da se jim zagotovi tista minimalna mobilnost, ki jo človek potrebuje. Pravi, da je lepo biti mlad, lepo je tudi delati to, kar mi počnemo, pa tudi starost bi naj bila lepa, pravijo, ne, ampak... Lepo je biti tudi mlad po srcu. Ja, tako, dokler si mlad po srcu, nisi star. Ko se z ljudmi pogovarjaš, jim je najtežje, ko zgubijo možnost, da so mobilni. Pa tudi v drugih občinah je ta praksa, tako smo se tudi pri nas odločili, da občina kupi to električno vozilo,
ki je primerno za prevoze starejših. Vključili smo se v zlato mrežo, čisto prostofer, kjer je dežurna služba. Povabili smo tudi prostovoljce šoferje, da bi potem te storitve izvajali. In način dela je tak, da tisti, ki potrebuje kakšen prevoz do zdravnika ali nekaj nujnega, lekarno ali karkoli, pokliče na tisto številko, tam se z operaterjem dogovori, pove, kdaj mora iti in potem on skoordinira, kjer šofer bo prišel po njega takrat in bo to storitev upravljeno. Vse to je brezplačno za naše občane. Smo pa seveda hvaležni, pa tudi iskrena hvala vsem, ki so se javili kot šoferje prostovoljcev. Mislim, da se jih je kar 6 že zdaj na začetku. V sredo pa smo to predstavitev tega prostoferja prikazali tam v centru Dobrne, predali tudi ključe šoferjem in šoferji so tudi naredili uvajanje oziroma neko izobraževanje v tem smislu in tako da verjamem, da bo ta projekt zaživel. Prvo srečanje novorojenčkov? To je tudi ena taka lepa zgodba. Na občinskem svetu so nekako dali predlog, da bi vsak novorojenček dobil eno sadiko starega drevesa, stare sorte jablane, pa slovensko zastavo. Potem je prišla korona, tako da 2 leti tega nismo mogli narediti in smo letos to pa spomladi naredili in je bilo prav lepo vzdušje, ti malčki so bili, eni so že odrasli na 2 leti skoraj, tako da smo potem še lopatice zraven kupili pa ajmerčke. Je bilo še bolj veselo, no in tako so bili veseli tistih dreves in tak prijeten dogodek je bil, so jih potem posadili in ima vsak svoje drevo pa zastavo, pa še Piko Nogavička jih je malo pocatljala, tako da je bil lep dogodek. Lepo. Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Dobrna? O tem smo že malo govorila, v bistvu pa tistih 140 pobud je prišlo strani krajanov, občina jih ima tudi nekaj. Trenutno je ta prostorski dokument v fazi osnutka in poslan na resorna ministrstva, da pridobimo mnenja na naše pobude oziroma na naš predlog. Občinski prostorski načrt je tak javni dokument, ki se sprejema po javnem postopku. Občina pripravi osnutek na osnovi pobud, potem se pošlje vsem resornim ministrstvom v mnenje, oni podajo na te naše rešitve, ki jih urbanisti pripravijo v skladu z zakonom, pripombe, ponudbe oziroma smernice, pogoje, ki jih moramo narediti, potem to še enkrat obdelamo, predstavimo na občinskem svetu, potem še oni enkrat pregledajo, če smo upoštevali njihove smernice in potem je še javna obravnava vmesno in to govorim zaradi tega, ker veliko ljudi sprašuje, kdaj bo aktualno oziroma operativen. Mi računamo, da bo nekje najpozneje konec 2. leta ta načrt operativen, tako da bojo tisti mladi, ki so imeli željo, pa jaz upam, da bojo nekako vsi poklukani, lahko začeli se ustvarjati v Dobrni svoje gnezdo. Evropski teden mobilnosti? Evropski teden mobilnosti je en projekt, na katerega smo se tudi prijavili. V sklopu tega se bosta nabavila, mislim, da 2 električna vozila, pa neke aktivnosti se bodo v šoli dogajali, da bo se otroci navadili na zdrav način življenja. Eno je tudi to, s čimer se naši starši ne strinjamo, pa mi večkrat povemo, da bi bilo fajn, da otroci hodijo čim več peš in v sklopu tega tedna mobilnosti bojo tudi otroci nagrajeni, pa tudi starši, če bojo prišli peš v šolo. V tem smislu se te zgodbe odvijajo. Še celostna prometna strategija, kaj lahko rečete o tem in tudi o modrih conah v vaši občini? Lansko leto, ko je bil ta turizem nekako Soboni, nekako
bili bolj aktivni, se je v Dobrni nabralo toliko avtomobilov, da preprosto nisi mogel nikjer parkirati, niti v lekarno iti, niti zdravniku. Potem smo uvedli, modro cono, s tem smo malo center razbremenili, pa naredili smo še tista 2 parkirna mesta, ko smo prej govorili o njem. Smo pa tudi pristopili k projektu celostne prometne strategije občine, ker je v velikih razpisih tudi pogoj, da imaš ta dokument. Predvsem pa zajema te stvari, o katerih smo se pogovarjali, umestitev kolesark v prostor, parkirnih prostorov, ureditev mrejočega prometa, ureditev cestnega prometa in vse te stvari, ki jih pač občina, to je nek dolgoročni pogled na prometno strategijo občine. Občini Dobrna je lepo poskrbljeno za kulturno, športno, družabno, zabavno življenje. Kako je z društvi v tem trenutku? Naša društva so kar oživela, bi lahko rekel, po tej koroni. To se vidi že na občnih zborih, ker se pravi, da ljudje pogrešajo to druženje. In življenje nima smisla, če si kaj ne želiš. Ne? In izgleda, da so pogrešali to, ker niso se mogli toliko družiti. Tudi njihovi programi so kar veliko dogodkov planirajo, kar nekaj prireditev je že bilo in so tudi, moram reči, da bolj obiskovane, kot so bile v prejšnjih letih. Pri nas je veliko društev in takrat, ko so vsi bili skozi aktivni, smo že bili manj, kako bi človek rekel, malo je bilo nasičeno vseh teh dogodkov, tako da ta korona tudi mogoče v tem smislu malo nam željo povečala po druženju, kar je seveda lepo in fajn. Zdaj pa, gospod župan občine Dobrna, Martin Brecelj, še pika na i, letošnji občinski praznik, kdaj, kje pa priznanja občine Dobrna, en častni občan, 2 srebrna grba, 3 bronasti grbi, pa tudi priznanje župana in to kar 4. Občinski praznik je vsako leto, zdaj sicer 2 leti ni bil, oziroma 1 leto ni bil, ali pa je bil v okrnjeni obliki. Letos so te stvari malo bolj sproščene, pa moram reči, da so tudi predlagatelji bili malo bolj korajžni, oziroma ne korajžni, da so kar poiskali ljudi, ki so v tem prostoru in ki si ta priznanja, o katerih se ga vsekakor zaslužijo. Pa tudi župan se je malo potrudil, pa pogledal okolje in smo nekaterim pač podelili tudi ta županska priznanja. To se bo zgodilo, mislim, da v sredo 15. na občinskem prazniku oziroma na slavnostni seji občinskega sveta. Ljudno vabljeni vsi, ki boste imeli čas v kulturnem domu, mislim pa, da je to ob 6. zvečer. In priznanja prejmejo. Kdo? Mogoče kratka obrazložitev zdaj? Častni občan občine Dober je Drago Cvirk, profesor, knjige piše, na univerzi predava, tak zelo spoštovan občan v naši občini, tudi komentator na televiziji, tako da me čudi, da ga nismo že prej opazili, ampak vseeno sem vesel, da je tudi on dobil to priznanje. Zlatega grba nimamo, imamo pa, mislim, da 2 srebrna grba. Ja, tako. Gospod Vršnik Darko za ohranjanje kulturne dediščine, pa nekako povezovalno vlogo pri fantih iz vrha, pa tudi deloma za to njegovo avtorsko delo, ampak tako izjemno delo pri gradnji obzidja iz tega peščenjaka avtohtonga, ker je bilo treba se ročno delati kot mojster gradbenih, takih ni več, no, ali pa jih težko najdemo. Potem je gospod Šibanc Bogomil, ki je 50 ali 55 let že naš gasilec. Izjemno se je vključeval v vodooskrbo v Dobrni, še posebej pa, ko smo kanalizacije delali, naredil prek 100
vodovodnih priključkov, pa ne, da jih je naredil, ljudi je tako motiviral, da smo bili čisto presenečeni, kako imajo interesa za priključevanje. Tako da imamo danes v občini vse, kar ima možnost, da kanalizacijo je priključeno. Predvsem pa je en tak pozitiven človek, ki vedno pomaga pri reševanju teh problemov na terenu. Potem pa mislim, da so še 3 srebrni bronasti grbi. Eden je, mi pomagate, nimate, ne smete. V glavnem, pa se ni važno, en ga dobi za športne aktivnosti, za trener ženske reprezentance. Dobro, sta mi šla 2, nič narobe. In 4 županska priznanja. Tako da vsem prejemnikom iskrene čestitke že zdaj ob tej priložnosti. Zdaj pa tisto klasično vprašanje, gospod župan, kakšni so pa načrti? Bližajo se volitve? Boste že kaj izdali? Ja, teh projektov je tako veliko, pa zdravje se tudi nekako služi, tako da to je odgovor. To je odgovor, da, ne? Ja. Ampak konkretni zdaj projekti v bližnji prihodnosti, kaj bi posebej izpostavili? Jaz mislim, da je ob tem načinu, ko zdaj pripravljamo stvari, realno, da Dobrna dobi v naslednjem mandatu vsaj tisto športno dvorano, pa če bo ministrstvo naklonjeno, to pa tak je njihov projekt, tudi dom za starejše. To dvoje bi bilo verjetno realno narediti. Občina Dobrna je tudi v tem času se skoraj že razdolžuje za vse tiste projekte, ki smo zdaj imeli kredite, tako da bojo te stvari v tej smeri potem tudi odprte. Tako da verjetno je to. Seveda pa je potreb še veliko. Ceste so potrebne. Tu so ljudje najbolj veseli, če jim naredimo. Pa tudi največ jim pomeni. Je pa res, da nikoli niso financirane do zdaj bile, in tudi nam jih je najlažje delati, ampak taka je realnost. Pa saj se bomo tudi na tem segmentu trudili. Zakaj izbrati za dom občino Dobrna? Povejte recimo 3 razloge, kaj bi izpostavili. Kamorkoli greš, si blizu. Celje, Velenja, Ljubljane, Maribora, isto. Vse si v 1 uri ali pa 15 minut. Pa najlepše mesto v Sloveniji. Ne? Znamenitosti recimo, kaj predlagate? Ta turizem da kraju en svoj pečat. Znamenitosti imamo, sakralna dediščina, potem ta zdraviliški del, pohodništvo, Paški Kozjak je izjemno lep. Če greste junija, julija, tega gor boste srečali Arniko, vse, kar v hribih vidite. Tako da, ja, lepo je pri nas. Naj pride ljudje in se sami prepričajo o tem, kar ste vi zdaj povedali, gospod župan. Hvala lepa, gledalke in gledalci, ker ste spremljali današnjo oddajo Župan z vami. Predstavili smo aktualne dogodke in aktivnosti v občini Dobrna. Gospod župan Martin Brecelj, lepa hvala za vaše gostovanje v naši oddaji. Naj vam služi zdravje, veliko pozitivne energije in seveda iskrene čestitke ob letošnjem občinskem prazniku. Zdaj vam pa ostane samo še to, da izrečete vašim občankam in občanom, pa tudi našim gledalkam in gledalcem letošnjo poslanico. Izvolite. Hvala tudi za povabilo in seveda spoštovani vsi, drage občanke, občani, ob prazniku pridite na slavnostno sejo občinskega sveta. Ob prazniku občine vam pa seveda želim vse dobro, čestitam in vse dobro tudi ob 31-letnici samostojnosti Slovenije, ki se nekako soklaplja v tem času. Hvala.